Dober večer, lepo pozdravljeni, dobrodošli na ta naš večerni dogodek v sklopu 13. svetopisemskega maratona, ki nosi naslov Med vami bom hodil. Zdaj, tale maraton ne pomeni, da tečemo, ampak skoraj. Gre za vztrajanje v Božji besedi teden dni, noč in dan, torej zjutraj, opoldne, zvečer, po noči do naslednjega jutra in tako teden dni. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev iz različnih krščanskih gibanj, cerkva, skupnosti, tako da nas je res pestra druščina. In letos se veselimo tega malo posebnega načina, kako se družimo. Vidite, da smo danes na Zoomu, prav tako branje poteka po Zoomu, torej nismo v živo, ampak takole nadaljavo, a skupaj. In veseli smo te možnosti vseslovenskega online branja Svetega pisma. Poleg samega branja pa organiziramo tudi spremljevalne dogodke, tako kot je danes z nami gospod Toni Mrvič, pastor iz Evangelijske cerkve v Kočevju in v Trebnjem. Deluje tudi na področju partnerskega svetovanja in je soavtor knjige Iskreno o moških. Ta večer bo gospod Toni razvijal misel na temo Božje suverenosti in smo res veseli, da je tukaj z nami. Za kristjane je namreč ključnega pomena, da o tem razmišljamo, zato ker je zaupanje Bogu ena izmed ključnih stvari, ki se jih kristjani moramo držati, ker ima Bog, ki je naš stvarnik, vso oblast na nebu in na zemlji. In z zaupanjem Bogu ohranjamo Svetega Duha. Pogovor bo pomagal voditi Matjaž Črnivec, tudi zanj smo veseli, da se nam je pridružil, on je tajnik svetopisemske družbe. Zdaj pa preden začnemo prav z našim dogodkom, s tem pogovornim večerom, še nekaj tehničnih napotkov, da bomo lažje komunicirali. Vsa vprašanja, ki se vam sproti porajajo, lepo prosimo, če napišete v chatu, klepetalnico. Vmes, če nam bo uspelo, bomo odgovorili, drugače pa sigurno vsi odgovori pridejo na koncu. Na koncu pogovornega večera, ki bo trajal približno 1 urico, bo možno tudi postavljati vprašanja v živo. Dvignili boste ročico, raise your hand, in boste lahko gospoda Tonija vse vprašali, kar vas bo zanimalo. V vmesnem času pa lepo prosimo, če imate mikrofone izklopljene, torej da so na mute, zato da ne bodo kakšni zvoki motili. Predlagamo tudi, da si nastavite speaker view zgoraj desno, da boste videli tega našega glavnega gosta. Drugače ta gallery view vam pa pokaže vse udeležence, ampak speaker view je nekako sigurno bolj primeren za današnji večer. Zdaj pogovor oziroma ta večer bomo tudi snemali za vse tiste zamudnike, ki jim danes ne uspe, pa si srčno želijo, da bi videli oziroma slišali, kaj bomo danes tukaj razpravljali. Tako da bo možno posnetke na spletni strani svetopisemski maraton.si pogledati tudi potem naknadno. Tako, zdaj pa pričnimo. Najlepša hvala vam, dragi slušatelji, za udeležbo in seveda še večja hvala gospodu Toniju in Matjažu, ki sta se odzvala našemu vabilu. Izvolite. Halo. Še z moje strani. Ja, moja naloga, prijetna naloga je danes, da vodim tale pogovor. Da moramo roka dati na mute nekako. Mogoče lahko ti, Nataša. Tanja, če lahko daš roka na mute, mogoče. Ta tema, ki je glavna tema našega današnjega pogovora, zaupanje v Božjo suverenost, se lahko sliši kot zelo tako strogo, specifično teološko vprašanje, ampak dejansko ta tema je, kot bomo videli, izredno praktična in izredno tudi, relevantna za nas danes. Tako da, se veselim tega pogovora. In zdaj, kako začeti to temo? Mislim, da začeti je dejansko treba pri začetku in je treba
začeti razmišljati o stvarjenju, o dejstvu, da je Bog stvarnik in kar iz tukaj vse izhaja. Tako da, ja, Toni, kaj bi tukaj izpostavil pri tej prvi zadevi? Dober večer vsem skupaj, zbranim na Zoomu in tudi na YouTubeu in vsem tistim, ki boste še kasneje gledali na YouTubeu tale posnetek. Lep dober večer in želim res obilo Božjega blagoslova danes. Pa ne zato, ker sem jaz danes glavni gost, zato, ker je v Božjem blagoslovu vedno lepo biti. In naj bo to danes še tak lepa želja za nas vse. Ja, kot si že rekel, Matjaž, vse se začne na začetku, ne? In ko beremo Sveto pismo, prvi stavek je: v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. V začetku ni človek naredil nič. Sprav, celotna ideja celega stvarjenja je Božja. Tukaj človek kot središče pozornosti, kot središče pomembnosti ne igra nobene vloge. Tukaj je Bog, ki si je zamislil, Bog je arhitekt, Bog, ki ni nikogar nič vprašal. Ne vem, Matjaž, se ti mogoče spomniš, če te Bog je vprašal, če hoče sploh biti? Ja, se ne. Ne se da spomniš, ne? Jaz tudi ne. Preprosto je ustvaril, ne? Bog se ni z nikomur posvetoval, Bog se je odločil. In Bog se je odločil, ker je suveren, ker on to lahko, ker on to zmore in je ustvaril. In v začetku našega stvarjenja je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zdaj, vse, kar Bog dela smislu. Bog ne dela kar tako, ker bi se samo hotel mečkan igrati, ne? Bog dela smislu. Včasih mi govorimo zato, da govorimo. Ne govorimo zato, ker bi hoteli nekaj povedati, ampak včasih govorimo zato, da govorimo. Nekateri ljudje tudi mislijo, da obstajajo zato, ker pač obstajajo. In dihajo, ker pač dihajo. Vendar pri Bogu ni tako. Bog vse, kar naredi z nekim smislom. Konec koncev, če to damo v nek človeški pogled, računalnik, pred katerim sedaj sedim, ne, in tale kamera, ki me snema, smo jo naredili ljudje, po Božji milosti nam je Bog dal te sposobnosti, da smo jo naredili, in smo to naredili s smislom. Vse nismo naredili kar brez veze. Stol, na katerem sedim, je bil narejen z Bog daje vsemu nek smisel. Zdaj, če to takoj v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, povežemo z Evangelijem po Janezu, prvo poglavje, kjer pravi, da v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda in vse, kar je nastalo po njej in nič, kar je nastalo, ni nastalo brez nje. In ta beseda, logos, ne, logos pomeni beseda, ampak pomeni tudi smisel. In vemo, da je to Jezus. Pravi, vsi mi smo nastali, vse, kar je nastalo po Jezusu, je nastalo za Jezusa. In ves ta smisel je dejansko v Jezusu. Zdaj, ko jaz gledam, poskušam z mojimi res omejenimi možgani, mečken pogledati na to Božjo perspektivo, ne morem, ker sem res premejhen. Kdo sem jaz, da bi lahko to, ampak malenkost, kar pa lahko odprem, ne. Potem pa gledam Boga, ki je vse ustvaril, ki je bil na začetku, je imel neko misel in s to arhitekturo, s to zamislijo, on to ustvarja, dela in potem ta svet gre naprej in vse to je za Jezusa, vsako drevo, jaz živim v Kočevju in veste, da v Kočevju imamo drevesa in to veliko dreves, ne. In če si predstavljamo, da je vsako drevo ustvarjeno za Jezusa, da je vsak naš kočevski medved ustvarjen za Jezusa, da sem jaz ustvarjen za Jezusa, da je Matjaž ustvarjen za Jezusa, da je vsakdo od nas ustvarjen za Jezusa,
In to ne samo zdaj, ko mi živimo, to, kar mi vidimo, gledamo, ne? Da je to tako bilo od začetka. Čisto od začetka. In da tako bo do konca. In ko mene več ne bo, jaz imam tako čudno navado, ko potujem po svetu, zelo rad grem pokopališča pogledati v tujih kulturah. Ker pokopališča izražajo neko kulturo ljudi. In mi je prav zanimivo pogledati, kako različni narodi različno to počno, ne. Zdaj, večinoma, če po Sloveniji imamo ljudi rojene tam 1900, če je nekdo 1800, je to že veliko, ne. V Nemčiji vidimo tam že 1500 napise na spomenikih. Ampak 1500 ni se svet začel, ne. Koliko ljudi je bilo pred tem? Koliko ljudi bo morda še za nami? Koliko nekih hrepenenj, koliko nekih življenjskih zgodb. In vsaka ta življenjska zgodba, pod vsako življenjsko zgodbo se je podpisal avtor. In to je Bog. Niti en človek, ki je kadarkoli živel na tej zemlji, ni živel brez, da je bil v Božjih mislih. Niti enega. Ker je vse, kar je nastalo po njej, je nastalo po Jezusu. Ljudi, naši predniki, vsi smo imeli prednike, ne, se nismo padli iz nebes, smo imeli prednike. Ne vem, če vi veste, ampak jaz se res ne spominjam, ne vem, kdo so bili moji prastarši. Ne vem njihovih imen. Kaj šele nazaj. Ampak to so ljudje, ki so po nočem hrepeneli, to so ljudje, ki so imeli neke svoje zgodbe, to so ljudje, ki so šli čez veliko veselje v življenju, ravno tako čez mnogo tragike, vendar tudi njih je ustvaril Bog. Tudi za njih je Bog skrbel. In tako mi je zanimivo, ta logos, ne, ta Jezus, ko se on vstane od mrtvih in se, mislim, da mi je to še eden od zadnjih govor, Matej 28. poglavje, ko da to veliko nalogo, veliko poslanstvo svojim učencem, ne, se on predstavi tako fantastično. To je mene en najlepših svetopisanskih vrstic, ko se Jezus predstavi. In reče, dana mi je vsa oblast na nebu in na zemlji. Tako se predstavi ostali Jezus. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. In ta Jezus ima vso oblast danes. V tem trenutku ima Jezus vso oblast. Tako mi je zanimivo, ne? Ko toliko mi razmišljamo, pa tuhtamo in prav je, da razmišljamo, Bog nam je dal možgane, nam je dal modrost, celo pravi, če nimamo modrosti, naj prosimo za njo. In mislim, da vsak, vsaj toliko pošten človek ve, da nima dovolj modrosti. In upam, da prosimo za njo, da nam jo je dal Bog še več, ne? In razmišljamo, kako bo to, kako bo ono, kaj se dogaja zdaj v svetu, kaj bo, če bo in kako ne bo. In Jezus to vse reši v enem stavku. Vse reši v enem samem stavku. Dana mi je vsa oblast na nebu in na zemlji. Tukaj se res umiri moja duša. Tukaj res, ko ni važno, brskamo po Facebooku, gledamo po internetu, poslušamo medije, slišimo to, slišimo ono, slišimo tretje, kaj bo? A bo to, kar bo Bog odločil. Ker je samo eden vladar. Mislim, zato je izjavil, da je samo eden vladar in da je to Jezus Kristus, so naši bratje v prvih stoletjih plačevali svojim življenjem. In še zdaj plačujejo. In še zdaj plačujejo. Nekaj desetletij nazaj, pa če bi rekli recimo tamle 1950. leta, če bi nekdo šel na radio in rekel, edini, ki ima vso oblast na nebu in na zemlji in ki ima vso oblast v Jugoslaviji, je Jezus Kristus. Se ne bi dobro končalo, a ne? Ampak to je res. To je res. In en dogodek me še tako fascinira, mislim, jaz sem res navdušen nad Bogom, zato ker to, kar Bog počne čez celotno zgodovino, ko moj ne more niti malo tega doseči, ampak kolikor lahko in bolj, ko ga poznam, bolj sem res navdušen nad Bogom. V Evangeliju
Janezu v 13. poglavju imamo zapisano, ko Jezus umije noge svojim učencem. Dobro, poznamo, ne? Ta dogodek. Ampak tukaj je tako fascinantna vrstica, ne? Pravi 3. vrstica. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke. Prav, Bog oče je dal Jezusu vse v njegove roke. Pravi, da upravlja, ne? To je simbol, dati v roke, da z nečim upravljaš, z nečim delaš. Je dal vse v njegove roke. To je meni tako fascinantno. To je meni več kot karkoli. Jaz spomnim, ko sem bil majhen, v cerkvi smo peli eno pesem, da so bili vladarji in vladarji minejo in na njih ni spomin ali pa še to ne. Ampak poznam enega, ki vedno vlada in to je Jezus. In Jezus ima vse v svojih rokah. Tudi v tem času zdaj, ko smo pred neko družbeno preizkušnjo, konec koncev, lahko se zberemo samo takole na Zoomu, ne smemo drug do drugega. Jezus ima vse v svojih rokah. Jezus ima vse v svojih rokah. Tako pravi Svetopismo, temu jaz tako preprosto verjamem. Čisto preprosto, tako kot piše. Jezus ima vse v svojih rokah. Zakaj? Ker je oče dal Jezusu vse v njegove roke. In ko je Jezus umival noge svojim učencem, on bi lahko vse zvezde z neba sklato, on bi lahko spremenil družbeni sistem, on bi lahko odmaknil cesarja v Rimu takole, če bi hotel, brez težav, lahko bi, Ampak ker je vedel, da mu je dal oče vse v roke, gre in umije noge svojim učencem. In ne naredi nič od tistega, kar sem prej rekel. Gre in umije noge svojim učencem. In to zaupanje, kdo Bog v resnici je, kako smo mi zelo majhni v celotni človeški zgodovini. Od tistega prvega stavka, na začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, pa do tistega konca, ko bomo z Jezusom dokončni zmagovalci v njegovem kraljestvu, smo tako malo, tako majhen delček, tako majhna delček te sestavljanke, pa vendar tako pomembni. Eno in drugo hkrati. Zelo pomembni, pa tako majhni. In to me fascinira pri Bogu. Kako v tej veliki sliki, v bistvu je en tak majčken delček mu tako zelo pomemben, po drugi strani pa je res tako majhen, da bi lahko celo manjkal, ampak če bi manjkal, ga ne bi bilo tam. Sestavljanka ne bi bila cela. Sami s seboj in nekimi vprašanji, konec koncev, Jezus ima vso oblast v svojih rokah. In to mene navdihuje z mirom. S takim notranjim mirom, da preprosto rečem, le Jezus, če ti dovoliš, pač dovoliš. Je to to. In lahko živim v miru naprej. In taka fascinantnost mi je v Božji suverenosti, ker Bog ne izgubi oblasti. Ne vem, ste kdaj že dobili tisti listič za volitve, če ima Jezus še vedno oblast? Jaz nisem dobil še nikoli. Dajmo voliti, ali bi dali Jezusu še vedno oblast ali ne. To je dejstvo. To je preprosto dejstvo. Pri Bogu ni demokracije. In sem vesel, da ni demokracije. In je dejstvo, da ima Jezus vso oblast na nebu in na zemlji, da je vse dano v njegove roke, da je moje življenje, vaše življenje. Kočevski medvedi so dani v Božje, v Jezusove roke. Ja, to je, mislim, da je zelo pomemben uvid. Tudi jaz sem prav zadnje dni precej razmišljal o tem. Prav to Jezusovo gospodstvo, in da dostikrat tudi, ko kristjani beremo svetopismo, razumevamo celotno svetopismo včasih preveč poduhovljeno. V tem smislu, da ne dojamemo, da ta oblast je resnična oblast, ki jo ima Jezus. To ni neka zgolj duhovna oblast, ki je pač drugačna od tehle. Ker tako, kot si rekel, je rekel, vsa oblast v nebesih in na zemlji. Se pravi,
dana mu je ta oblast, zdaj, a jo on že direktno posod izvršuje ali ne, je drugo vprašanje, ampak to je tista zgodba o kralju, ki je odpotoval nekam in je dobil oblast. Zdaj se vrača v svoje po svoje in ima neke svoje podanike, a ne, ki ne bi mu bili zvesti. Tukaj ta dejansko novozavezna zgodba visi na temle, prav na tej zelo konkretni oblasti. A ne. Že sam jezik nove zaveze, ne, sploh, če gremo v izvirnik, zelo močno kaže v to smer, ker ti termini, ki so nam tako, se slišijo tako duhovno ali pa religiozno, Kristus, Gospod, odrešenik, to so vse termini iz rimske politike tudi. Gospod je bil naziv cesarja, Mesija je bil itak političen koncept, odrešenik, spet cesarski naziv, evangelij je bila uradna v rimski religiji, je bila to je bil novica o cesarjevi zmagi ali potem, da se je nov cesar rodil. Se pravi, ko so naši prvi bratje pa sestre v tem prvem stoletju zapisovali stvari, so uporabili, mislim, že Jezus sam, pa apostoli so uporabili govorico, ki je bila izrazito politična tudi. In zato se jim je tudi tako zgodilo, kot se jim je. Tako da ja, to se mi zdi zelo pomembno in hkrati zelo tolažilno v tem času, ja, ker ja, gotovo smo slišali mnoge teorije, ja, te in oni voditelji sveta hočejo uničiti svet, hočejo narediti to, ono, tretje, ja, ampak evangelij tukaj pride, pa pove, čakajte malo. Oblast je že dana, kralj je že znan, je že postavljen v svetu, marsikaj narobe, ampak stvar je že rešena v tem smislu in to, kar je prvi problem, je to, kako smo mi do tega kralja. No in tukaj bi jaz se navezal na tebe, Matjaž, in bi šel naprej, v bistvu pogledati malo staro zavezo, ker v stari zavezi je velikrat pokazano tako dogodki, ne, v življenju, cele zgodbe ljudi, kako v bistvu ima Bog konkretno, tudi v slabi, takrat, ko bi mi definirali, da se je zgodilo slabo, da se je zgodilo zlo, in se je zgodilo zlo, in se je zgodila celo travma, bi rekel, ne? Ampak kako ima Bog kljub temu vse v svojih rokah. Ne? Tudi to travma ima Bog v svojih rokah, tudi to zlo ima v svojih rokah. Če najprej pogledamo Jožefovo zgodbo, ne? Mi vemo, da je Bog postavil in poklical Jožefa zato, da bo odrešil svoje ljudstvo, svojo družino od lakote in jih bo preživel. Tle je velik vzor, velika slika Jezusa. Ampak Jožef tega ni točno tako vedel, kaj se bo točno dogajalo. In kaj se zgodi? Bog pošle Jožefu sanje. Ampak ravno te sanje mu zapletajo celo situacijo. Ravno te sanje, Bog se zmotil, a mu Bog ni dal v pravem času sanje. Ne, Bog je v svoji suverenosti mu dal sanje in on je vedel, da bo Jožef s temi sanjami naredil to, kar ni najbolj modro narediti. Ampak ravno to ga bo pripeljalo v Egipt. Torej, Bog da Jožefu sanje in Jožef o teh sanjah zdaj govori. Ne? In ko govori, vzplamti ljubosumje v svojih bratih, kar je povsem človeško, normalno, logično. In te bratje se odločijo, da ga ubijajo, ampak spet Božja suverenost, pa Bog reče, ne boste ga ubili, ker ga jaz hočem imeti v Egiptu. Ker ga hočem imeti drugega za faraonom. Prav ga ne morete ubiti. In se je najdel nekdo, ki je rekel, najstarejši, ne brat, ne ga ubiti. Zdaj tukaj je bil posvet, ampak Bog je že odločil, da ga ne bojo ubili. Bog je že odločil. Zdaj ga prodajo ta karavana, ki gre ravno v Egipt, ne? Ravno takrat se je znašla ta karavana. Zakaj se je ravno takrat znašla ta karavana? Zato, ker je Bog tam porinil. Zato, ker je čez to karavano lahko Jožef prišel v Egipt. Ker sicer ne bi mogel priti v Egipt. In če Jožef ne bi šel čez to travmo ljubosumja, ki je bilo sproženo skozi sanje, ki mu je Bog dal, ne bi prišel v Egipt. Vidimo, kako ima Bog suvereno, povsem suvereno pristop in oblast nad vsem. In potem pride v Potifarjevo hišo
super, fajn, se mora navaditi jezika, se mora navaditi, mislim, suženj, konec koncev nima svobode, dober dela, vidimo, da dober dela, in se mu zgodi velika krivica in zaradi te velike krivice pristane v zaporu, krivično obsojen, čist krivično obsojen. Ne? Groza. Ampak brez, da bi bil v zaporu, on ne more priti v faraonovo hišo. Ker izpod te faraonove hiše ne more priti v faraonovo hišo, ker je v zaporu, so v zaporu ljudje iz faraonove hiše. Vidimo, kako ima Bog celotno zgodbo. Zdaj, ko gledamo nazaj, vidimo, ne, ko se nam pa dogaja, jaz ne verjamem, in tudi iz Svetega pisma vidimo, da Jožef ni tega razumel v tem času. Šele kasneje, ko je res prišel kot drugi za faraonom, in ko res bratje pridejo, ne, in preprosto takrat reče, naj se ne bojijo, pravi, ker me je Bog poslal pred vami sem. Kaj Jožef v tem trenutku, ko je že toliko in toliko star, ne, že dozorel, že pozna Boga globje, kot ga je kdajkoli prej, kaj on razume? Ne, niso me bratje prodali, tako kot reče v zaporu, ne? Prav tatinsko so me izvlekli. Ne, niso me bratje prodali, ampak Bog me je sem poslal. In vi se ne sekirate za tega, ker je Bog imel vse v svojih rokah, ker je Bog svojo suverenost tukaj pokazal. Potem, če gremo naprej, ne, Jobova zgodba o trpljenju, ne, travma. Job zgubi svoje otroke, zgubi imetje, zgubi zdravje, zgubi vse, ne. In potem ta zgodba, če pogledamo Joba, ne, ja, je hudič prišel in potem je hudič hotel svoje in hudič je dobil svoje in potem je bila ta neka igra preko Joba, kdo bo zmagal, hudič ali Bog. Ma ne. Ker kako se ta zgodba začne, ne? Zelo preprosto v 1. poglavju, 7., 8. vrstica, pravi takole. Gospod je rekel Satanu. Pravi, kdo je spregovoril prvi? Bog, ne? Gospod je rekel Satanu, odkot prihajaš? Satan je odgovoril Bogu in rekel, potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej. In tukaj bi lahko Bog zaključil, ampak se ni zaključil. In Bog pozna domino efekt. Ne? Še mi včasih vemo, če bom rekel, to se bo zgodilo to, če bom pa rekel drugače, se bo zgodilo pa drugače. Če bom naredil to, bo tako, če bom pa naredil tako, bo pa tako. In Bog v tej svoji vsemogočnosti, on ve, kaj bo domino efekt. In Gospod je rekel Satanu, kdo zdaj provocira? Kdo zgodbo ima v svojih rokah? Si kaj mislil v svojem srcu na mojega služabnika Joba? Ni mu enakega na zemlji, mož je popoln in iskren, boji se Boga in se varuje hudega. Poznamo zdaj to, ne? Kdo je za to zgodbo? Tukaj je omenjen in potem ga več ni v Jobovi zgodbi. Ga več ni. Na začetku Jobove zgodbe je Bog, na koncu Jobove zgodbe je Bog. In vsem je Bog. In na koncu vidimo ta rezultat, ne, ki je pri Jobu tam potem jasno napisan, ne, ko pravi, do zdaj smo videli, sem slišal o tebi, zdaj te pa moje oči vidijo. Ne, in pravi, zdaj pa bom jaz utihnil in me ti pouči, ker nič ne vem. Pravi, je Job postal odprt za Boga, še bolj odprt za Boga. In tudi v tej zgodbi, ki je travmatična, ki je zlo, ne, ki se pač dogaja trpljenje, bodimo realni, tukaj je ogromno trpljenja. Ko se pogovarjamo o Jobovi ženi, smo velikokrat krivični. Velikokrat krivični. Vidimo po tistem stavku, prekovni Boga in umri. Ampak ne vidimo tukaj mame, ki so jo umrli otroci, žalujoča mama z otroki. Ne vidimo tukaj žensko, ki je imela moža, na katerega se je lahko naslonila, ampak zdaj je tako bolan, da ne more nič. Ne vidimo žensko, ki je marsičemu se odrekala za to, da so spravili skupaj vse, kar so spravili in zdaj so ostali brez vsega. Koliko žalovanja, koliko bolečine je v njej. Jo vidimo potem enem stavku, ne.
Ampak če pogledamo tukaj bolečino njeno, bomo videli, da so stvari tudi drugače zapeljane. Ampak Bog ima vse v svojih rokah. Preprosto ima vse v svojih rokah. Še eno zgodbo bi rad tukaj pokazal, ki mi je tako, meni je, jaz jo berem tako kot malo komedije v bistvu. Čeprav imam zelo močno sporočilo, ampak berem kot malo komedije. Jona, vsi dobro poznamo Jona, ne? Meni je on tako, ta zgodba mi je tako komedična, ne? Bog reče, pojdi o Ninive, ali reče, ne grem. Bog reče, ljubi svojega bližnjega, jaz pa rečem, ne bom. Bog reče, spodbuje, jaz pa rečem, ne bom. Bog reče, moli, jaz pa pravim, ne bom. Ne? Isto, na koncu. Pravi, ne grem. Ampak, če se je Bog zamislil, da bo Jona bil prerok v Niniveh, bo Jona prerok v Ninivah. Konec debate. Bo. Zakaj? Ker je to Božja suverenost. In on hoče pobegati, poznamo to, in potem pobegne z ladjo, v kateri so ravno ti ljudje, ki tako verujejo, da bo treba kocko vršiti, pa na njega padlo, pa potem ga bodo v vodo vrgli. Ker če bili drugi ljudje, mogoče ga ne bi v vodo vrgli. In Bog pripravi tisto ribo, ki mora biti ravno toliko velika, ravno pravi čas tam, da se ona zaduši, bla, bla, bla. Ne? Koliko nekih naključij? No, pri Bogu ni naključij. To je pri Bogu tukaj noter. On je suveren. In ga ravno spravi v Ninive ven. In Jona rabi Ninive ravno toliko, kot Ninive rabijo Jono. In pride in pove evangelij, mislim, na kakšen način pove evangelij. Hej, pogubljeni boste. Oni se spreobrnejo. Oni preprosto se spreobrnejo. In potem Jona reče, lej, zaradi tega nisem hotel iti. Zaradi tega nisem hotel iti. Ja, pa si šel. Jona, šel si, zato ker je Bog zamislil, da bo šel in si šel. Kaj si pa ti imel od tega, je pa zdaj drugo vprašanje. Ti si pa lahko ostal čist brez blagoslova. Do smrti sem užaljen, na koncu pravi, ne? Zadnje besede. Do smrti sem užaljen. Sicer mu Bog še nameni nekaj besed in vprašanje, kako se je potem to kasneje razvilo, kaj je bilo z Jonom, ampak se to ni toliko pomembno, kaj je bilo konkretno z Jonom. Jona je opravil poslanstvo, ki mu ga je Bog dal, preprosto zato, ker si je Bog tako zamislil. Ne zato, ker je Jona hotel. Zato, ker si Bog tako zamislil. In ko mi govorimo o Bogu, moramo vedeti, da ima Bog vso oblast na nebu in na zemlji. In da bo tako, kot si je on zamislil. Da tukaj nisem ne jaz, ne ti, nihče, ki bi preprečil Bogu, da bi on naredil to, kar on želi narediti. Ker vse je v Jezusovih rokah. Vse je v Jezusovih rokah. Ampak ja. Tukaj pa vidimo, kako je tudi zanimivo, ne? Da naš odziv je pa vseeno lahko različen. Bog opravi svoje, to že. Ampak imamo dve diametralno nasprotni zgodbi. Imamo recimo Jožefa, pa imamo Jona. Ne? En konča vesel, blagoslovljen, en konča zagrenjen. Ravno zato sem izbral te dve zgodbi, ker oba dva izpolnita Božje poslanstvo, ja. Ampak eden se odloči za blagoslov, drugi pa za v bistvu bomo rekli neke vrste prekletstvo, ne? Ja, za grenkobo, zagrenjenost, ja. Zagrenjenost, ja, močno zagrenjenost. Ker tako je, ne? Da je bolečina, vsi gremo v življenju čez bolečine. Jožef je šel čez ogromno bolečine, v bistvu ta ribi trebuh, ne? Predstavlja to našo omejenost, ko ne vidimo izhoda, ko smo popolnoma stisnjeni, ko preprosto imamo samo dve možnosti, ne? Ali bomo do konca pošli, ali se bomo obrnili Bogu. In veste, kako pravijo, ne? Da v vojnih jarkih ni ateistov. Pa v ribjem trebuhu tudi ni več ateista. Ne? Se vsi obrnejo k Bogu. Zdaj pa kaj je pa, potem je pa druga stvar. Ampak Bog v bistvu nas vzgaja s trpljenjem. To je zanimivo.
Zakaj? Zato, ker se ljudje na besedo ne naučimo. Ne vem, tukaj imamo nekateri otroke svoje, pa tudi sami smo bili otroci, ne, enkrat. Pa se spomnimo, ko so nam starši rekli, smo vedno na prvo ubogali. Pa smo jim vedno na prvo verjeli vse, kar so rekli. Nismo, ne? Šli smo preverjati, če je res tako. In kdaj smo verjeli, da je res tako, takrat, ko smo se opekali. In zdaj, prej, ko so nas pustili, da se opečemo, manjše posledice so bile. Prej, ko začnemo ubogati Boga, manjše posledice bodo. Ampak trpljenje je v bistvu namenjeno naši rasti. Bog že naredi svoje, kar ima za narediti. To je sigurno. Kaj bomo pa mi naredili, je pa drugo vprašanje. Tukaj pa imamo svobodno voljo, kako se odzovemo na to. In imamo samo dve možnosti. Tukaj je pa zanimivo. Bog nam nikoli ne da neki 100 možnosti, ne. Bog nam da dve možnosti. Široka ali ozka pot, recimo. Ne? Nimamo tukaj veliko več možnosti. In nam da dve možnosti. Ali bomo obrezani, kar boli, ali pa bomo odrezani. Neke vmesne poti tukaj ni, ne. Evangelij po Janezu 15:1-6 pravi Jezus za sebe: jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Pravi, odrežejo ali obreže. In v bistvu sploh nimamo tretje možnosti. Nimamo možnosti, da ne rodimo sad in da smo na trti. Sad pa rodimo samo tako, da smo obrezani. Zdaj, če pogledamo otrok, ko se rodi, ne? Se spomnite, ko ste bili dojenčki? Jaz se ne, no, ampak moja mami pravi, da sem zelo velik jokov. Veste, da je dojenček en sam egoist? On se dere, ko se hoče. On sploh ne razmišlja o tem, kako je zdaj mame, ko bo mogla vstati, ali pa očetu, ko bo zjutraj mogel v službo, ali pa ne vem kaj. On o tem ne razmišlja. On je egoist. Ne? Mi včasih damo tako otroke za vzor, joj, otroci, to so pa najbližje Bogu. Ma dajte 3 otroke pa 2 igrače, pa boste videli, koliko so bili blizu Bogu. Ne? Na hitro se bo začelo rangirati, hierarhijo delati. In potem nas Bog oblikuje, kot teh ljudi, ki sami sabo znajo dati, ki niso tako egoistični. Ne? Zakaj? Zato, ker so rasli. In tukaj imamo možnost, ali smo obrezani ali odrezani. Vendar Bog ima vse v svojih rokah. Bog ima še vedno vse v svojih rokah. In s to bolečino nas v bistvu Bog vzgaja, tako kot je vzgajal Jožefa. Ne? In jaz verjamem, da moje mnenje je, lahko se tukaj zelo motim, ne? Ampak moje mnenje je, da trenutna situacija v Evropi je božji poziv k spreobrnenju svojih vrednot. Ker vedno smo nekje bili, ne. Preden se je začela korona, kolikokrat ste slišali stavek nimam časa? Nekako tega stavka več ne slišim tolikokrat. Ker imamo čas. Ampak čas pomeni vrednota, ne. Kam dam svoj čas, je moja vrednota. Družine razkropljene na to dejavnost, ta hobi, služba, ne vem kaj, ob nemogočih urah, ne. Zdaj pa kar naenkrat družina pod ključem. Doma. Zmenite se. Jaz verjamem, da je to poziv nam
kot kristjanom, poziv nam kot evropski družbi, da uredimo družine. Ker so nam družine pokale po šivih. Mogoče bo šlo na začetku zelo dol, ampak če bomo dolgo tako ostali, bomo videli, da se moramo zmeniti, da ne gre drugače. Ali se pobijemo, ali se pa zmenimo, ne? In se bomo začeli zmeniti, in se bomo začeli sprejemati vse svoje različnosti, ne več bežati drug od drugega. Jaz v tem vidim veliko blagoslovov, ki so drugačni, kot smo jih imeli prej, ampak vidim, da ima Bog vse v svojih rokah. Da tudi zdaj, ja. Ja, tle Toni, mislim, da se dotikaš tega zelo pomembnega vprašanja. Ne? Pravzaprav je to zdaj vprašanje trpljenja. Ne? Si malce že začel, ker to je tista stvar, ki je mogoče nam ljudem toliko težka, saj na prvo žogo dojeti, ne? Da Božja suverenost dejansko vključuje trpljenje, ampak to trpljenje pa obrodi dobre sadove. Ne? Zdaj, že ta Jezusova prilika, ki si jo omenil, kaže v to smer, pa pol kaže, seveda, mislim, sama temeljna, osnovna zgodba nove zaveze, ne, odrešeni smo prek trpljenja, prek ene strahotno krivične zgodbe, ki se ne bi smela zgoditi nikakor. Nezaslišano zlo se je zgodilo. Človek je ubil Boga, Božjega sina, Mesija. No, ampak iz tega je prišlo tisto največje dobro. Ne. Tako da, ne vem, mogoče je zdaj dobro, da malo še to osvetliš, ko povedal si par stvari stare zaveze, dajmo zdaj še to še bolj radikalno vizijo nove zaveze trpljenja in suverenosti hkrati. Bog ima tudi trpljenje v svojih rokah, to je dejstvo. In tudi odrešil nas je preko trpljenja. Tako kot si že rekel, ne, definitivno ni pravično, da je Božji sin trpel zame. To ni pravično, tudi konc ni pravično. Jaz sem naredil narobe, jaz moram plačati. To je pravično. Ampak Bog se ne gre pravičnosti, on se gre milost. Ne? To je Božja milost. To je izrecno in tudi naše odrešenje. Ja, mi smo grešili, ampak Bog je pa naredil izhod, zato ker ima vse v svojih rokah. Zdaj pa, če pogledamo najprej Hebrejcem 2 od 5 do 8, ne, kjer nas kot cerkev uči, in pravi pisec, pa bom rekel tako, Sveti Duh, ne, kdorkoli že je navdihnjen po Svetem Duhu, pravi, pozabili ste na spodbudo, ki vam govori, kakor sinovo. Pravi, zdaj bomo povedali spodbudo. Spodbudo bomo zdaj povedali. Ne pozabimo, da je to spodbuda, kjer pravi, moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje, in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja. Pazimo zdaj, in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Ko vas vzgaja, zdržite. Saj Bog ravna z vami, kakor sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje, in te so deležni vsi, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Spravi, če ne gremo čez Božjo vzgojo, ki je trpljenje, ne bi bili njegovi otroci. Pravi, to je spodbuda, ne? Tole, kar sem zdaj povedal, je spodbuda. Celo več pravi v apostolskih delih, da ko je Pavel potoval, jih je po cerkvah, jih je spodbujal. Skozi veliko stisk vam je potrebno iti v Božje kraljestvo. To je bila spodbuda. No, zdaj pa poglejmo Jezusa. Jezus pokliče svoje učence, ne? In on jim ne pove na prvo, hodi za mano, ker veš, mene bojo križali. A je Jezus vedel, da ga bodo križali? Seveda je vedel. In zakaj jim tega ne pove? Zato, ker ne bi zdržali, ker še niso še duhovno močni, ne? In potem pred križanjem, v bistvu, Evangelij po Mateju 16. poglavje, Jezus napove križanje, so učenci že dolgo z njimi, pravi, od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen.
Prav, Jezus reče, lejte, zgodba bo takšna. Tepelj me bojo, mučili me bojo, hudo bo, na križ me bojo napili, umrl bom, ampak vstal bom od mrtvih. To je zgodba. In zdaj, je to zgodba z upanjem. Ja, zame je, ne, konc dober, vse dober. Ampak tukaj Peter odreagira, ne. Peter vedno nekaj odreagira, Peter mora govoriti, ne, in Peter odreagira in pravi še tako, Peter ga je vzel k sebi in ga začel grajati. Peter ga potegne na sabo, pravi, Jezus, spet imel z mano, zdaj te bom pa jaz poučil. Peter reče, Jezus, zdaj te bom pa jaz poučil. Veš, ker ti zdaj ti dobro tega ne razumeš. Ne, ti ne smeš iti čez trpljenje, Jezus. Ti ne smeš iti čez trpljenje. In kako Jezus odgovori na to? On pa se je obrnil in rekel Petru, poberi se za menoj, Satan, vzpotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. In tukaj moramo pogledati, današnja družba nam govori kaj, ne? Ne sme boleti, ne smete trpeti. Ne smete. Bog pa reče, razmišljaš po človeško in potem nadaljuje svojim učencem in pravi, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi, vzeme svoj križ ter hodi za menoj. In ko mi začnemo razmišljati o tem, da ne smemo trpeti, da je trpljenje zlo samo po sebi, potem v bistvu obrnemo, potem Jezus pravi, ne, poberi se za menoj, Satan. Ker trpljenje je del našega učenja. In Bog ima tudi v našem trpljenju, ima Jezus isto oblast, kot je imel takrat, ko je svet ustvaril, ima isto oblast, kot je rekel, oče mi je dal vse v moje roke. Je vedel, da mu je oče dal vse v njegove roke. Tudi takrat svet trpljenja. Tudi zdaj svet te pandemije, ko ne vemo točno, kaj se dogaja, ko marsikdo trpi zaradi tega, res je, in ogromno ljudem je hudo, in ni samo zdaj pandemija ta, ne, so smrti naših bližnjih, se v življenju dogajajo bolezni in tako naprej. Ampak takrat Bog ne neha imeti oblast. Zdaj pa bi rad še ima še mečka minut časa. Ja. Bi rad še pogledal en dogodek iz prve cerkve. Če govorimo o času prve cerkve, duh je bil že spuščen, ne? Jezus je šel nazaj v nebo, duh je bil že tukaj, cerkev se zbere, cerkev slavi Boga, oznanje evangelij, Jezus je rekel še prej, jim je rekel, pojdite po vsem svetu, naredite vse narode za moje učence. Se spomnimo, ne, da jim je to rekel. Kaj pa oni naredijo? Oni grejo pa v Jeruzalem. Stanejo tam, ja. Ja, oni nikamor ne grejo. Oni nikamor ne grejo. Čeprav mi je res rekel, četrto poglavje, Peter in Janez so oznanjali evangelij in veliki zbor jih prime in jim reče, zdaj pa tako. Če boste še oznanjali evangelij, vas bomo preganjali. Ne bo luštno. Veste, kaj smo naredili z Jezusom? Če smo mi to naredili z Jezusom, kaj bomo šli z vami? Ne bo luštno. Bič imamo pripravljen. Rimska oblast je tudi pripravljena, če bo treba, bo še koga dala na križ. Levi so že lačni. Ne bo luštno. In Peter in Janez se vrneta k cerkvi, ne. Prideta k svojim, se vrneta v cerkev, se vrneta v skupnost. Ona dva ne gresta na Facebook pisati, niti ne gresta pritožbe pisati, ampak se vrneta v cerkev. In cerkvi povesta, ker se gre zdaj za vse, ne sem za njih, za vse se gre. Cerkvi povesta, ne. In kaj cerkev naredi? Cerkev začne moliti. In jaz vem, kaj bi molil. Bog,
Poglej, kaj še reveži smo tukaj. Le, kako je drugim lepo, nam pa ne. Drugi imajo pa takšno lepo svobodo, mi jo pa nimamo. Bog, da jih ustavi. Mogoče bi še kdo molil, Bog ustavi hudiča. Ne? Bog, ti imaš oblast, da je ti njih premakan, da bojo oni drugače delali. Ampak prva cerkev ne moli tako. In res danes, da pogledamo, kako prva cerkev moli. Zakaj ne moli tako? Ker se zaveda, kdo ima oblast. Ker se zaveda, kdo ima oblast. In to je Jezus Kristus in nihče drug. In prva cerkev se tega zaveda. Ta Božja suverenost je tukaj tako lepo izkazana. Ne? 23, apostolska dela, 4. poglavje, 23 in 24 vrstica pravi, ko so jo izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporočila vse, kar so jima bili povedali veliki duhovniki in staršine. Ob njunih besedah so verniki enavdušno povzdignili glas Bogu in molili. Zdaj pa pogledamo, kako. Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. Najprej so dali slavo Bogu. Najprej so rekli, Bog, ti si stvarnik, v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Jezus ti ima vso oblast na nebu in na zemlji. Najprej damo slavo Bogu. In to je pomembno. Oni so zaupali v Božjo suverenost, oni niso jokali. Mogoče jih je bilo strah. Ampak so, in je upravičeno, strah bolečine, ja, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Bog ne reši vedno pred bolečino, to so videli že pri Jezusu. Ampak so dali najprej slavo Bogu. In potem nadaljujejo z molitvijo. In potem v 27. 28. vrstici beremo, v tem mestu so se zares zbrali zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga ti mazilil. Zbrali so se Herod in Ponci Pilat, narodi in Izraelovi rodovi, da bi storili, pazimo to, da bi storili, kar si ti svojo roko in v svojem sklepu vnaprej določil. Mislim, meni je to tako fascinantno. Si predstavljamo, da oni gledajo nazaj na dogodke, ne? In se vrnejo na ta dogodek, kjer Jezusa sodijo. In si predstavljate te brihtne glave, ki so bile skupaj, razmišljale, kaj naj naredimo z Jezusom. In so razmišljale in razmišljale in razmišljale. Ali pa če ne bi razmišljale, naredile bi isto. Kaj so odločili? Kar si ti svojo roko in v svojem sklepu vnaprej določil. Vidimo Božjo oblast. In prva cerkev se zaveda, da ima Bog oblast, tako kot jo je imel takrat, ko je Jezus šel čez sodbo, je imel Bog oblast in so storili samo to, kar je Bog svojo roko in svojem sklepu vnaprej določil. Prva cerkev se te suverenosti Božje tako močno zaveda. In zdaj pa v tej situaciji, ko ne vemo, kaj bo, se najprej spomnimo tistega, ja, bilo je hudo, ampak si ti to vnaprej določil. In nadaljujejo potem v 30. vrstici, zdaj pa pogledamo, kako oblikujejo na koncu to prošnjo. Pravi, in zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo. In ti jih ustavi. In ti daj, da se oni spreobrnejo. Ne, sploh ne molijo o tem, sploh ne grejo v to smer. Ampak grejo, in zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. Zdaj, da je v tej situaciji, ki bo morda grozna, nas spremeni, da bomo opravili tvoje poslanstvo. Da bomo opravili to, kar imaš ti za nas. Ker nad situacijo imaš ti oblast. Jaz ti pa še predajam svoje srce. In ti spremeni mene. In ti spremeni mene, kaj? Da bom naredil to, kar ti hočeš, s katerim namenom, in nadaljujejo. Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenji in čudeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa. Da bo Jezus poveličen. Da bo Jezus poveličen. Na začetku, Bog, ti si vse ustvaril, in na koncu naredi tako,
skozi mene, v situaciji, v kateri imaš ti oblast, da bo Jezus poveličen. In to je prva cerkev molila. Ko so grdo zagrozili, da bo lahko veliko bolečine, da bo lahko veliko trpljenja, in vemo, da kasneje tudi bilo, in so se potem razkropili in ustanavljali cerkve. Ampak prva cerkev je vedela, da ima Bog oblast nad vsem, ti si ustvaril vse in daj, da bo Jezus poveličen skozi moje srce. In tukaj vidim fascinanten odgovor cerkve na prihajajoče trpljenje. In tega bi se jaz rad učil. Tega bi se res rad učil. In tudi jaz rekel, Jezus, ne glede na situacijo, katera je, ti imaš oblast nad njo. Ne razumem, nimam pojma. Moj je tako majhen, da res nimam pojma, ne razumem. Nekaj ugibam, tako kot vsi mi. Nimam pojma. Ampak jaz ne rabim imeti pojma, zato ker imaš ti. Jaz ne rabim vedeti, zato ker vediš ti. Tukaj sem jaz samo en človek, popotnik, kakor trava, 103 psalm, kakor trava, ki cvete in je že več ni. Nek dogodek, nek majhen dogodek v celotni zgodovini. In kdo je Bog, da bo meni razlagal? Jaz sem človek, on je Bog. Vem pa, da ima v svojih rokah. In moja želja je, da tega, ki je začel, ki je ustvaril vse, da ta je proslavljen skozi moje življenje. Zaradi njega in po njem sem ustvarjen Bog. In naj ta zaupanje v to Božjo suverenost, da ima čisto vse v svojih rokah. Tudi takrat, ko vidimo, da je vse narobe, je pri Bogu prav. Je pri Bogu prav. In ne rab nam razlagati, samo zaupaj. Ja. Toliko od mene, zaenkrat. Tukaj to je fascinantno. Ta obrat, ki ga tukaj opazimo. Obrat namreč od tega ne me rešiti trpljenja, ampak daj mi moč, da bom tle naredil to, kar ti hočeš. S tem, da se zelo dobro zavedam, da to bo pomenilo zelo verjetno trpljenje. To je taka res, to pa je spreobrnenje, tako globinsko, ne samo uma, srca bi mogla reči v bistvu. Ker tukaj pa vidimo eno čist novega človeka. Tako nov človek, tisti prerojen v Kristusu, tako razmišlja, kako je Kristus razmišljal. Kristus je v Getsemanju enako molil. Ne moja, ampak tvoja volja. Točno isto, v bistvu vidimo isti tip problema in isto rešitev. Kristus celo tam, vidimo, ko se lom pod težo, prav, ne želim si tega, ampak ne moja volja, tvoja. In tukaj vidimo cerkev točno v isti obleki in v isti obliki. Vidimo Petra, kako napreduje, Najprej, Jezus, ti ne smeš trpeti, zdaj pa tukaj reče, Bog karkoli, za mene uporabi, da proslavim tebe. In tudi seveda je to točno to, kar si rekel. Peter je dojel, da tudi tista grozna stvar, ki je on hotel preprečiti, je bila pod Božjo roko. In zdaj se njemu in ostalim tudi posvedili, čak. Tudi tole je pod Božjo roko, tle moramo zdaj naprej, ne nazaj. Fascinantno, super. Zdaj pa je čas, da odpreva midva s Tonijem tole debato za vse ostale. Na chatu niste napisali nič. Tako da imate zdaj priliko, da dvignete roko in da postavite vprašanja oziroma začnete diskusijo. Tako da lepo povabljeni. Mikrofone. Peter ploska, bravo Peter, boš tudi kaj vprašal, izvoli. Dvigujem roko. Lep pozdrav, hvala Toni in Matjaž za tale večer. Zdaj imam eno vprašanje glede tvojega predloga, Toni, na tisto, kar si rekel in s čimer zelo soglašam, da je svetopismo nedvomno pričuje, da ima Jezus vso oblast v nebesih in na zemlji. Zdaj, da to oblast na zemlji vidimo
pri oblastnikih, ne, ki vladajo, ne več na prestolih, ampak ali pa na prestolih, ki vladajo s svojimi zakoni, ukrepi in tako naprej. In včasih bi rekli, smo kristjani pod izzivom, da ne občutimo Jezusove vladavine v nebesih in na zemlji. In smo morda skušani, da to vladavino nekako uveljavljamo mi sami. Kako bi predlagal, kako kristjani smo lahko spodbujeni in bi rekel v narekovajih občutimo Jezusovo vladavino v nebesih in na zemlji sedaj? Hvala za vprašanje, Peter. Jaz bom rekel tako, zdaj imamo možnost oziroma imamo demokracijo v naši državi in gremo lahko na volitve in lahko damo svoj glas in na koncu moramo sprejeti, kot Sveto pismo piše, da je oblast dana od Boga. Kdorkoli je potem že izbran oziroma je vodja. Je pa tudi nekaj še res, ne? Da vidimo, recimo v Stari zavezi, velikokrat vidimo, da kralji ne glede na to, da so bili marsikdaj dani od Boga, ni vse, kar so naredili, ni bilo, čeprav ima Bog suverenost, še vedno je v to suverenost vključena tudi naša grešna narava. In opozarjanje na napake, ki so v družbi, jaz mislim, da je to povsem na mestu. Da pa želimo na vsak način rušiti oblast, pa mislim, da ni na mestu. Recimo, če se kristjani rečemo, korupcija ni prav, in ni prav, in me ne zanima, kdo jo izvaja. Ni prav, korupcija je kraja, to je greh, ni prav. In zdaj vseeno, kdo je na oblasti, to ni prav. Mislim, da pa druga stvar pa je, potem pa še vedno, recimo, tudi če se z nečem ne strinjamo in rečemo, to ni prav, ali pa imam moje mnenje, eno je, kaj je svetopisansko ni prav, ne? Laž pa kraja nista svetopisansko prav, je tako. Tle ne moramo iti mimo tega. Potem pa se lahko tudi pogovarjamo o stvareh, ki jih Sveto pismo ne določa, kot recimo, ali so ukrepi, ki jih imamo v Sloveniji, prestrogi. Tega v Svetem pismu ni, ne? Imamo pravico do svojega mnenja, imamo pravico izraziti svoje mnenje, vendar to je potem pa dolžnost, če se to gremo, da je to narejeno spoštljivo, da je zavedanje, da je oblast še vedno dana od Boga, ne glede katera je, da dajemo svoje predloge, ampak na zelo spoštljiv način. Potem pa kar se pač še vedno pa moramo upoštevati to, kar je pač dano na koncu koncev. Če je na nekem mestu omejitev za avto 30, pa me nesmiselna, pa recimo, da to ni pred šolo pa pred vrtcem, pa mi nekje nesmiselna, je tukaj še vedno 30. Jaz lahko napišem pritožbo, pa rečem, glejte, tukaj pa res ne bi rabilo biti 30. Ne, se lahko pogovorim z njimi, pa mogoče bojo odmaknili. Mogoče pa ne bodo, ampak dokler je 30, če bi jaz vozil 40, bom plačal kazen. Tle jaz vidim, Peter, ne vem, če sem ti uspel odgovoriti. Ne vem, če lahko, jaz se lahko odzovem na to. A sem prav razumel, nisem čisto dobro slišal, Peter, da si rekel, da je zdaj Jezusova oblast se izvršuje prek oblasti, ki so v svetu zdaj. A sem prav razumel to vprašanje? Ne. Moje vprašanje je bilo, kako se Jezusova oblast čuti. Ja. Hvala, Toni. Hvala za odgovor. Se strinjam, da se Jezusova oblast čuti tudi preko oblasti, ne? In mislim, da se je predvsem ta del si odgovarjal, ja. Me zanima, ne, kako kristjani čutimo to oblast, če kako drugače ali pa predvsem čutimo to oblast. Ker namreč Jezusa ne vidimo, ne, na prestolu, ne, ni fizično med nami, tako kot je oblast med nami, ne, mislim, državna oblast, monarhi ali pa demokratično izvoljena oblast.
Torej, kako kristjani čutimo Jezusovo oblast? Ja, jaz bi mogoče tukaj še dodal, ne, če pa oblastniki zahtevajo od nas nekaj, kar je proti Božjim načelom, je pa Božje načelo višje od oblasti. Ne? Če bi oblastniki, tega zdajle ni, ne, ampak recimo v drugi svetovni vojni, če oblastnik od mene zahteva, da predam vse Žide, ki vem, da bodo šli potem v pogubo in trpljenje, ne rabim tega upoštevati, ne, ker je Božji zakon višji. To ni, ali bom vozil 30, ali bom vozil 50, ampak govorimo res o tle, kjer so Božji principi večji. Jaz bi pa še mogoče ena stvar rekel na to, kar si zdaj načel, Peter, kar pa mislim, da je zelo pomembno sploh danes v današnjem času. Ne? Če bi kristjani toliko molili za oblastnike, tako kot nam pravi Sveto pismo, da naj molimo za oblastnike, toliko časa namenili molitvi oblastnikom, kot porabimo za komentiranje oblastnikov in njihovih odločitev, mislim, da bi bila situacija v Sloveniji boljša. Ja, ampak še zmeraj imamo to drugo vprašanje od Petra, po mojem, ki je dobro in je po mojem dobro vsaj poskušati odgovoriti, kako pa je pol, kje je Jezusova oblast zdaj, ne? Ja, se strinjamo, da pač to je nekaj zelo sekundarnega, trenutne oblasti so tudi od Boga dane, ampak po drugi strani pa moramo biti pošteni, ne? Ta beseda zaobjema tudi Heroda, pa Poncija Pilata, pa Cezarja Nerona, pa Hitlerja, pa Stalina, pa Tita in tako naprej. Se pravi, tukaj in tudi iz Nove zaveze vidimo, da je stvar kompleksna, ne? Kristus je dobil to oblast, oblasti v tem svetu so pa večinoma uporne, ne? In tle je konflikt, ne? Kje je Jezusova oblast? To mislim, da je zelo dobro vprašanje. Ne vem, kako bi se tega lotil? Jaz še vedno pravim, da ima Jezus sooblast nad vsem tem in da dopušča tudi slabe oblastnike. In v Stari zavezi vidimo polno tega, dopušča tudi slabe oblastnike. Zdaj poglejmo malo pol preteklo zgodovino. Ne? Druga svetovna vojna, katastrofa. Bolečina, travme, pobijanje, ne vem kaj vse. Ne? Ampak toliko miru, kot je po drugi svetovni vojni, še nikoli v Evropi ni bilo. To je neka tako močna bolečina, ki je Bog dopustil. Bog bi lahko ustavil. In Bog je ustavil takrat, ko si on zamislil. Ampak toliko bolečine, kot je bilo v drugi svetovni vojni, je dejansko prineslo veliko obdobje miru v Evropi, ki še ni bilo nikoli prej toliko časa miru v Evropi. Tudi to ima nek rezultat. Zdaj, Bog ne dela nič od danes na jutri, pa Bogu 400 let ni nič. Ne? 400 let so bili Izraelci v Egiptu, njemu to pač ni nič. Jaz sem rekel, kmalu pridem, pa je to zdaj že 2000 let, ne? Počas mi žena reče, kmalu pridem, pa rečem, da vseeno malo prej pridi kot Jezus. Ne? Ker njemu to ne predstavlja nekaj tako hudega kot meni. Ne? In Bog dela na dolgi rok, ne na kratki. Bi pa pol jaz vsaj poskusil še en bolj konkreten odgovor dati na to vprašanje. Jaz tako vidim, ne? Po mojem, če bi ljudi v Novi zavezi vprašali, kje se ta oblast vidi, bi oni rekli, ta oblast se vidi v Svetem duhu. In tudi konkretno, če vidimo, zakaj apostoli molijo v tej molitvi, ki si jo citiral, ne, molijo za znamenja in čudeže. In čudeži tudi že v evangelijih funkcionirajo kot kaj? Kot znamenja, ki kažejo na neko zelo konkretno oblast. Oblast nad demoni, oblast nad boleznimi, oblast nad smrtjo na koncu tudi, ne. Se pravi, Božje kraljestvo ni tako neotipljivo. Ne? Seveda je pa to odgovor, ki je lahko nelagoden za marsikoga, tudi za vse nas, sploh na Zahodu, ki je krščanstvo tako zelo cerebralno dostkrat. Ne vem, jaz bi tako poskušal, jaz bi šel v to smer, seveda je še kaj drugega verjetno. No?
Okay, ja, ampak jaz bi rekel, da to samo en del odgovora na to, kar je Peter postavil kot vprašanje. Ja, seveda, Bog dela čudeže in dela čudeže tudi z namenom, ampak dejansko je največji čudež preobrnenje. Zdaj, mi vemo, da se čudeži, absolutno, ja, Bog dela čudeže, o tem ni dvoma. Ne? In celo jaz si rekel, v mojem imenu boste. Ja, ne dvom v to. Ampak po drugi strani moramo vedeti, da tudi Sveto pismo pravi, ne, pravi v tvojem imenu smo izganjali čudeže, pa pravi, ne poznam vas. Da dela čudeže, ne poznam vas, ne vem, kdo ste. Ne? Potem je veliko jih bo prišlo, ne, in bo veliko zavedlo. Tako da naša vera ne sme temeljiti na čudežih. Čudeži, hvala Bogu, Bog jih dela. Sem jim bil tudi sam priča. Ampak ne sme temeljiti na čudežu. Čudež za mene je tukaj v tej molitvi to, da so ljudje rekli, Bog, če je tvoja volja, da gremo čez trpljenje, bomo šli čez trpljenje, ampak mi bomo proslavili tebe. Ne, obreza srca, to je za mene največji čudež. Ker konec koncev človek lahko doživi fizični čudež, pa še vedno konča v peklu. Ja, brez dvoma. To ne dvom. Lazar je bil obojen od mrtvih, pa še enkrat umrl. So dvakrat pogreb delali. Prav. Še kakšno drugo vprašanje? Prosim. Lepo pogumite se, mikrofončke vžgite. Na dan z vprašanji. Potlej bi imela pa jaz še eno konkretno vprašanje. Gospod Toni, vi ste tudi svetovalec. Kako se pa lotite te tematike trpljenja in vsemogočnega Božjega plana za te misli? Verjetno imate kakšne tudi kot paciente v tem smislu. Jaz osebno verjamem, da vse, kar se nam zgodi v življenju, se nam zgodi z namenom. In da tudi trpljenje, skozi katere moramo iti, se nam dogaja z namenom. In nas Bog želi učiti čez njih. Zdaj, problem je v tem, ker se mi velikokrat ne naučimo Božje lekcije, tiste, katere bi Bog hotel, da se naučimo, in potem se vrtimo v krogu. In imamo podobne težave, se nam začnejo dogajati podobne težave, ker se pač nismo naučili tiste lekcije, da bi lahko napredovali. To se pravi, če se jaz ne naučim dobro računati na plus pa na minus, bom težko šel na krat, ne. Pa se ne naučim dobro na krat, ne morem iti na potenco, ne. In se tukaj velikrat vrtimo. Kot drugo, pa je Slovenci smo, pa ne samo Slovenci, te narodi, ki smo tukaj, na splošno v tej regiji, smo zelo slabo poučeni o čustvih. Tudi v cerkvi se zelo malo govori o čustvih. Se govori o duhovih, se govori o svetem duhu, se govori o veselju, ampak o samem čustvu, čustva, ki so del duše, ne, so del psihe, pa o tem ne govorimo veliko. Pa Sveto pismo je polno čustev. Ne, če beremo Davida, kako on izliva razna čustva. In tle smo Slovenci zelo slabo poučeni, tudi v cerkvah se zelo malo o tem učimo. Zdaj, če me vprašaš po stroki, ne, bom rekel, čustva niso tukaj v glavi, čustva so v telesu. Tudi ko se človek zaljubi, ne, se ni najprej v glavi. Najprej se to čuti v telesu. In s temi čustvi smo mi zelo slabo poučeni, kako z njimi delati in kako tudi, sploh za kristjane, bom rekel, jih nasloviti in jih nasloviti Bogu. Dostikrat nas je sram povedati Bogu, lej, Bog, jezen sem. Čas. Tako bogokletno včasih rečeš, Bog, jezen sem nate. Ker Bog ve, ne, če smo jezeni njega, se itak ve. Ampak če smo iskreni, lahko damo to ven, je to možnost pogovora z Bogom, nas Bog uči, nas Bog sprašuje, ne, nazaj. Lahko smo žalostni, lahko jokamo. Je v redu, če jokamo. Je v redu, če jokamo pred Bogom. Je v redu, če jokamo, ko se nekaterih stvari spominjamo. To je v redu. Če se čutimo zavrnjene. Sta pa zanimivo, ne? Dva čustva, katera sta nefunkcionalna. Čustvo je stvaril Bog.
To je zanimivo. Čustvo je stvar v Bogu. Mi se včasih tako izogibamo, ne. Svetopismo celo pravi, recimo to za ženske sploh spodbujam veliko, ker ženske ponavadi, zdaj v 80% jezo nekako kopičijo v sebe, ne, in s to jezo ne naredijo nič, ne. Samo je v njih, potem pa ta jeza v njih naredi marsikaj. Svetopismo pravi, jezite se, a ne grešite. Nam da zapoved, naj se jezimo, ampak naj pa pazimo, da ne grešimo, zato ker se učimo jezo obvladovati. Ne pa ne zato, da jo tiščimo, ampak jo usmerjati, jo dati ven iz sebe. Tukaj mogoče, Tanja, je največ zagat. Pri kristjanih in pri nekristjanih, ker ne znamo upravljati s svojimi čustvi. In potem so čustva dolgo naložena v nas in naredijo potem v telesu, kar pač naredi. Kjeri sta oni dve disfunkcionalni čustvi? Krivda. Krivda je v bistvu jeza usmerjena nase. In sram. To je pa odvečnost, ne pripadam. In ni zanimivo, da ta dva čustva, piše, da je svetopismo, da jih je Jezus vzel na križ. Zato, ker dejansko krivde ni, Slovenci zelo radi konflikte rešujemo, no, to je verjetno naslednji projekt, funkcionalni prepir. Slovenci zelo radi rešujemo stvari tako, da najdemo krivca in potem je stvar rešena. Zdaj vemo, kdo je kriv in to je to. Ampak nismo nič rešili s tem, če vemo, kdo je kriv, ne. Zelo tako, recimo v angleščini se zelo uporablja ta passive voice. Trpnik bi pa nas rekli, ne. Je bilo rečeno, je bilo narejeno. Ne pa ti si to, ne, pa nas zelo operiramo s to krivdo, non-stop. In ta krivda je preprosto čisto odveč. In Jezus je vzel na križ. Nihče ni kriv, smo samo drugačni, se zapletamo, ljudje smo, ne, in treba zdaj to razrešiti, rastemo skupaj. Sram pa je v bistvu izhaja iz občutka nepripadnosti. Torej, če me je Bog ustvaril in me ustvaril takšnega, kot sem, in sem ravno pravi za tisti delček sestavljen, ki je tam, ker me sem je zamislil, potem pripadam. In sem del Kristusovega telesa, ne. Potem pripadam. Sram pa izhaja iz občutka nepripadnosti, ne, odvečnosti. Tako da ostala ta dva čustva in ta dva čustva sta se po grehu, ne, tako jih vidimo, takoj po grehu jih vidimo. Sram pa krivdo. Hvala lepa. Morda še kakšno kratko vprašanje za konec. Se bo še kdo pogumil? Vsi slušatelji zelo zadovoljni. Torej, najlepša hvala, res iskrena hvala gospodu Toniju Mrviču in Matjažu Črnivcu. Prihajajo lajki, pa vse splošno navdušenje. Hvala tudi vam, dragi slušatelji. Hvala, da ste bili z nami nocoj. Za konec povabim še k darovanju. Svetopisemski maraton sicer pripravlja večina ekipe je prostovoljcev, ampak nekaj pa tudi zaposlenih iz Svetopisemske družbe in so letos precej časa posvetili tej tehnični plati Svetopisemskega maratona, potem pa seveda oblikovanje, spletna stran, takšne tehnične stvari, ki jim vsi nismo kos. Tako da mi bomo zelo veseli vašega daru. Sprejemamo vse od 1 centa naprej, tako da ni težave, nakažete, kolikor zmorete, kolikor želite. Kliknete na spletni strani www.svetopisemskimaraton.si na rubriko Daruj in boste lahko po poti, ki jo želite, poslali svoje darove. Se vam zahvaljujemo res že vnaprej. Hkrati pa še vabimo k nakupu svetih pisem. V tem obdobju Svetopisemska družba nudi posebno ugodno ceno, tako da vse sveta pisma so 10% ceneje, pa si kar privoščite en lep spleten nakup iz vašega kavča.
Zdaj pa bi rada povabila morda še jutri. Jutri je zadnji dan svetopisemskega maratona, torej ta teden smo že skoraj pretekli. Zelo smo veseli vseh udeležencev tega maratona. Štafeta je bila res kar velika. Preko 130 terminov branja se je izmenjalo, kar je res en prvih dosežkov tega vseslovenskega branja na svetopisenskem maratonu. Jutri, prav tako ob 7. zvečer, torej vabljeni na sklepno slovesnost. Z nami bo dr. Mateja Logar, epidemiologinja, tudi na televiziji ste jo sigurno že videli, in nam bo podala svoje izkušnje iz prve bojne vrste proti covidu. Tako da sigurno se obeta še zanimiv večer in ste res povabljeni. Tako kot danes najdete povezavo na Zoom v rubriki Program na svetopisenskem maratonu spletni strani. Tako, najlepša hvala vsem, pa lahko noč.